Čau! En lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli nazaj in hvala, da ste se nama pridružili v novem podkastu. Preden začneva, če so vam te vsebine všeč, všečkajte tale video in postanite naročnik tega kanala, da boste vedno takoj obveščeni o vseh novih vsebinah. V pripravo teh vsebin in podkastov gre veliko časa, zato sva hvaležna vsake vaše donacije. Podporo nama lahko izkažete prek PayPala, link za donacijo imate spodaj v opisu. Če nama donirate minimalno 30 evrov, pa dobite v zahvalo majico Vodebologija. Do konca meseca marca, torej še do petka imate čas, pa dobite Romanovo knjigo Prvi spol po znižani ceni 15 evrov namesto 20 evrov, prav tako z nakazilom prek PayPala. Če želite, da se Roman razgovori na določeno temo, pa vam lahko pripraviva tudi podcast po naročilu, kaj ne? Ja, odločil sem se mogoče, da bi upošteval želje nekaterih, ki bi radi, da posnamem njihovo temo, mogoče njihovo osebno zgodbo, ki mogoče je poučna ali pa ni, ampak kdor insistira, da posnamem podcast, da mi dva pač to obdelava, pač neka donacija malo bolj obilna bi bila potrebna, ne? Da bo dala prioriteto tistim željam. Pa so tukaj opcije neke zaupne besede, se prav kdor bi bil pripravljen zaupati celo svojo kalvarijo, pa se mogoče z mano še po Zoomu pogovarjati in jaz to snemam pa seveda svoje odgovore na neka zastavljena vprašanja. Pač pozivam tiste, ki mislijo, da imajo poučne svoje življenjske zgodbe, unikatne, da to meni zaupajo in na nek anonim način bi mi dva to v nekem podcastu pač to posnela, kar sva že in sva požela kar en dober aplavz, lep aplavz, je poučno, tako da tiste stvari, ki sva jih posnela, ločenka, tam neka aseksualka, hiperseksualka, to je zelo poučno, če kdo si upa, če bi rad in je to še hkrati neko svetovanje, brezplačno, ampak z neko opcijo, da se to objavi na tem najnem kanalu v podcastu, toliko mogoče. No, pred kratkim so se nate obrnili lokalni srednješolci z idejo, da bi se s teboj pogovarjali o transspolnosti oziroma transseksualnosti, kar je dejansko tvoje področje, glede na to, da se ravno psihoanaliza ukvarja s temi težko misljivimi temami. In nastal je zanimiv pogovor, ki ga lahko poslušate na tem kanalu, link bova objavila tudi v opisu tega videa. Kaj bi Roman mogoče rekel za začetek? Ja, tale gimnazija, ki je 200 metrov stran, včasih pridejo tudi kak otroci s kakšnimi problemi, tudi punce se režejo, bruhajo, motnje hranjenja, pa spolne zlorabe, pa trema, ko zmrznejo na izpitu, jaz pa s hipnozo pomagam. Skratka, tale gimnazija mi je blizu, moja dva otroka sta tja hodila, tudi jaz sem hodil 2 leti sem v gimnazijo, 2 leti pa v Ljubljano, tako da tale, ki ima sociologijo, Nasta Dobrle, Bučarič se zdaj piše, je neka moja frendica, mogoče celo fenica in je zdaj že en parkrat tele dijake poslala na pogovarjanje z mano. Vem, da sem enkrat obdelal sanje z nekimi dijakinjami, tako kot sem sanje obdelal, če se spomni, sva posnela podcast, potem tudi na to temo sanje nekih osmošolcev, in jaz to sodelovanje odobravam, ne, s tem pod pogojem, da jaz lahko to snemam, ne, jaz sem ta podcast potem posnel, ta pogovor, zelo poučno, zdaj pozivam, ne, kake odgovorne osebe srednjih šol po celi Sloveniji, naj si to pogledajo, ne, in če si upajo, da bi jaz prišel malo gostovati na kak pogovor s temi dijaki, raj višji letnik kot prvi, drugi, čeprav ti dijaki so bili iz drugega letnika, jaz bi lahko zelo rad bi gostoval v kakšnih knjižnicah, recimo na to polemično temo, katerokoli, ali pa v mladinskih centrih, na neko posebno povabilo bi prišel, ampak ne, me je treba povabiti. In pogoj je, da se to, kar se bom jaz pogovarjal, snema. In tale gimnazija tele je pač že eni drugič, tretjič, četrtič, ne vem katerič. Sem tudi gostoval kot predavatelj tam na enem debatnem krožku, tako da zadeva je zelo uporabna, poglejte si ta video, mi bomo pa tudi tole malo še poglobila.
Ja, meni se je zdel pogovor super, sicer pa so bili tvoji sogovorniki malce zadržani. Punci sta skoraj da molčali, fant, dijak drugega letnika gimnazije pa je bil malce bolj zgovoren. Vnaprej so ti poslali tudi vprašanja, glede na to, da imam tudi sama kar nekaj znanja in izkušenj na to temo, poznam nekaj trans oseb, pa te bom sigurno vprašala še jaz, še kaj več o tej temi. In ker vem, kako detaljno znaš ti vse to razložiti, ne zamiri, če bom tokrat imela malce več vprašanj. No, za začetek me zanima, če si imel kot terapevt kaj neposrednih izkušenj s trans osebami. Ja, sem imel izkušnje, jaz jih tudi tem otrokom, tudi v neformalnem pogovoru malo razložil, ni vse posneto, zdaj tukaj bi rekel, da sem že imel, ne bom rekel pacientko, ampak žensko, ki je prišla k meni se konzultirati, preden si bo dala joške odrezati. Ne? Zdaj jaz sem rekel, ne to delati. Poglej, kaj se je naredil z Majo Baričevič, ki je postal Saša Baričevič, ne? Ker eno bistveno stvar ti ne veš, ne? Kot lezbika, ki bi bila rada fant, ne? Si ti tale organ, ki tebi na telesu manjka, moškega pa imajo, se tebi to gnusilo, ne? Zato si lezbika, obožuješ vagine pa ženske, ampak normalna ženska, ki bi si jo ti želela kot spolni objekt, si pa želi organ, ki njej na telesu manjka. To je epicenter, teoretsko gledano, epicenter ženske želje in tebi to ne bo zrastlo. Tebi ti ga ne morejo pršiti ali pa, ne vem, potegniti tisti klitoris na velikost penisa in zato boš trpela, ko hudič na križu. Ja bi imela rada, pa še tako, on je sebe naslavljal kot moški. Rekel je, imel bi rad brado. Pa sem rekel, brada je samo simbol moškega, ne, ima kocine, si možat in če imaš brado, imaš tudi organ. Sem rekel, sem ti organa ne boš imela, ne. Tvoj seks bo zdaj z žensko izgledal tako, kot je izgledal Saša Baričevič pa njegovi bulmastifi. Bulmastife je Saša Baričevič penetriral v anus, pse, ki so potem popadljivi ratali, jih je tudi umamljal in potem so ga zgrizli do smrti. Saša Baričevič je bil Maja Baričevič. Spremenil je spol iz ženske v moškega. Ne to delati, ne si rezati jošk, bod običajna lezbika. Ker imeti brado pa biti moški, to ni tako enostavno. Ker ženske si želijo organ, ki njej na telesu manjka. To je epicenter ženske želje. In to si nekako, po moje, celo suvereno dopovedal. Zdaj niti ne upam gledati, ker se mi srce trga, ali je zdaj naredil ali pa naredila operacijo, zdaj je stara že blizu 30 let, mislim, da je že čez 30, 10 let nazaj, ali koliko je bila pri meni. Tako da imam neke izkušnje, tudi vem, da sem bil v tem lokalnem društvu, pač vodja teh telovadnih, gimnastičnih sekcij, ne, in smo imeli tudi navijačice. In prišel en fant, da bi bil rad navijačica, ne, time out, pa grejo gor. In enkrat je celo šel gor, pa tam neki tisto koreografijo je že plesal, ne, potem je bila potem pa moška publika in ga gleda in to je bilo simbolna disonanca, ni bilo nikamor zadati tega. Navijačice plus nek fantič se je tam neki afnal, ko da je ženska. Muska je pa bila, ne boš ti meni zizike majal. Ne, so si punce to zaželele, tem prvi, drugi letnik, pa fantek je, ne boš ti meni zizike majal. Sem rekel, vodi tej moji kolegici, sem rekel, lej, sorry, zaradi te simbolne disonance, ne, zdaj jaz rečem, da je simbolna disonanca, to je neujemajoče s pogledom, s plesom, moški pa ples v teh time-outih ne more, pridejo košarkaši, pa grejo ob time-outih navijačice gor, pa pride fantek plesat, ne, gej je bil. In potem smo to, rekel, preprečili zato, da ni v glav pekel, ne. In ni zdaj to nek stereotip, niti človekove pravice ne moramo raztegniti v nedogled, da bo tem en gej hotel biti, ne vem, deklica oziroma punca pa se kazati. Tako da nisem čisto od včeraj, kar se tega tiče. Treba je pač tudi povedati, da tale nekdo, ne, lokalni,
Nec, ki je zdaj Ebi ali kaj že, Nec Odlazek, oče ga poznam, mamo poznam, klasična družina, oni so se izpostavili zaradi tega sina, ki je čez noč postal ženska, punca, se razglasil za punco, in oče je stopil na njegovo stran, medijsko se razgalil, to je zelo odmeven primer, tako kot te Lije oziroma Janeza Bordona, ki je zdaj Lija. In ta dva, in Marina in Matjaž, sta imela z mano pogovora, kaj čemo zdaj, otrok je feminiln, se rekel, nič hudega, lejte, imejte ga rad, ampak lahko se bo zgodilo, da bo gej, ker obstaja tudi genska struktura psihičnega spola. In če bo gej, imejte ga radi, ker si ne more pomagati, ker Oedipov kompleks je očitno pravilno razrešil, ker imate normalno družino, klasično, ampak je genska struktura verjetno pri njem pa taka in to se kaže že od vrtca naprej. Ampak zdaj, če bo šel ta Nec v spremembo spola, naj gre, ampak je star že čez 20 let zdaj, in to naj bo njegova odločitev in naj starši stojijo za njegovo odločitev, In jaz sem to pač pred 10 leti še več premleval, in danes zdaj pač to teoretsko govorim, zato ker se ve, da je to z naših krajev, javno se izpostavijo, pa pač jaz to povem, da tudi ta primer poznam in ga spremljam. No, tudi jaz sem že spoznala nekaj ljudi, ki niso bili cis osebe. Moja izkušnja je, nekako nočem zdaj generalizirati, ampak sem pa opazila, da imajo te osebe neke psihične rane, dajmo reči, v smislu, da so na antidepresivih, pa da imajo panične napade, anksioznost. To se jim seveda ne dogaja zaradi morebitne nesprejetosti v družbi, kakor se mogoče rado kdaj prikazuje, ampak zaradi nekih globljih vzrokov. Kaj bi ti recimo porekel na to ugotovitev? No, jaz zagotovo vem, da so te trans osebe, tudi geji in lezbike, bolj geji kot lezbike, da so pod strašanskim pritiskom, udarom, homofobija se zapiči v moške, v geje, ne toliko v lezbike. Trans spolne osebe so pa sploh problematične, ker se recimo ženske razglašajo za moškega, moški pa za ženske, pa je trans ženska, trans moški, to ti ujezi pamet, to si zbegan, gledaš, ne veš, torej se ti zdi, da nekaj vidiš, pa on te pa demantira, pa reče, jaz nisem ženska, ampak moški. Pa gledaš debelo, V bistvu te trans osebe, trans moški, trans ženske, te hočejo prelisičiti, in se ti ponuja celo kot spolni objekt, tako rekoč, In potem ti zagledaš tisto žensko, dobro, mrho in potem ti povejo, da to je pa moški. Mislim, to te prime, da bi mogobc razbil, Ker ti razviješ željo, potem pa vidiš, da je ta ženska, dobra, mrha, moški. Tako da mogoče bi še to Crying Game izpostavil, ta film. V Crying Game filmu se je točno to pokazalo, da je tist trans ženska je bil feminilni gej in nek moški se je zaljubil v to žensko, imela sta seks, zdaj kakve vrste seks je diskutabilno, neke oralne prakse so tam bile, Moški, ki je potem pa zvedel, da je njegova ženska, da je to trans ženska, da je v resnici feminilni gej to, on je tako bruhal, kozlav je, ni se mogel sprijazniti, to ni mogel prebaviti, da je imel erotiko z moškim. In zato te trans osebe skrivajo svojo spolno identiteto oziroma spolno željo, že pokažejo, ampak tisto, kar so po biološkem spolu, pa skrivajo zato, da novačijo potencialne objekte želje, torej da prelisičijo, da moški prelisiči žensko in moške, ali pa, nek gej napravljen v žensko si želi, da si ga moški želijo. Zdaj mačistični moški, ki začne erotiko zganjati z enim moškim, ki je napravljen v žensko, to se mu od besa zasukne, ker latentna homofobija je prisotna pri vsakem. Zato je pač treba
treba je vedeti, da osebe zelo trpijo, ne? Ampak zaradi tega trpljenja in trpijo že celo otroštvo, večina njih, imajo strašansko stisko naseljeno v svojo duševnost in vse te stiske, stresi, šoki imajo svoj simbolni nasledek v obliki težav v psihičnem smislu. Ne? Zato doživljajo panične napade, tesnobo, ko se spomni, da v resnici pa ni ženska, ne? Se tam napravi žensko, je ves vesel, pa gre pa pred ogledalo, pa vidi, da mu brada raste. Ne? In te trans osebe bi rade še, recimo, sistem zdravstveni pridobile na svojo stran, zato da bi bila depilacija brade, zdravniški postopek brezplačen, ne? Ker bradati feminilni geji si morajo depilirati zato, da se napravi žensko, pa prelisiči moškega, da je ženska, oziroma obratno. Vse te anomalije jih spravljajo strašanski stres, ampak ne samo tukaj sedaj, pač pa so to kot otroci že doživljali. Ne? In ker je otrok oče odraslega človeka, ne, se vsa patologija, ki se uveljavi v odraslosti, naseli tako rekoč v otroštvu. Ne? In zato imajo tile trans osebe strašanske težave v psihičnem zdravju. Mnogi so tudi spolno zlorabljeni, zato spremenijo spolno identiteto, spolno željo, ampak patologija ostaja. Tudi moralna nerazsodnost feminilnih gejev je vprašljiva. Ne? In tisto je recimo problematično. Ker nadjas, moralna razsodnost navadno korelira s spolno smeritvijo oziroma spolno identiteto. In če so tam anomalije, se poruši tudi moralno razsojanje. Ne? O tem se ne govori, ker je to prepovedana tema. Ne? Zdaj imamo še strateški svet, ki jim ne bo dovolil, da se drugo mnenje pojavi, ker se bo ga kar a priorno inkvizicijsko označil za sovražni govor, ne? Ampak teoriji na volje ali pa znanosti na volje se o tem mora govoriti. Zato jaz govorim, da imajo ti transseksualci, trans osebe strašanske probleme v psihičnem smislu in morajo hoditi na terapijo, predelovati neke potlačitve iz otroštva, svoje stiske, svoje občutke, ki se jim vračajo, da ne bodo pristali na antidepresivih pa antipsihotikih, ampak morajo stvari predelati, zato da se jim psiha normalno začnejo obnašati, da so bolj sproščeni, mimo spolne usmeritve pa spolne identitete. Ja, kaj bi pa ti rekel, oziroma kako bi svetoval mladostnikom, ki si želijo spremeniti spol, morda že med puberteto, in kaj bi svetoval njihovim staršem, pa bratom, sestram? Zdaj mnogi so si na stara leta spremenili spol, recimo tali športnik Bruce Jenner, ki je zmagal, jaz se spomnim, olimpijske igre Montreal 76. leta v 10-boju. To je bil en najbolj tako fizično privlačnih moških, tak lepotec za ženske in tak Bruce Jenner je postal zdaj leta 2014 ali kdaj. Kar Caitlyn Jenner, ne? Se kar v žensk, on je oče, ne? Nekim otrokom, enemu ali dvema, se ni važno, bil poročen žensko, ampak on je zdaj ženska, ne vem zdaj točno, si ga dal kaj odrezati, ker to skrivajo, niti se ne ve, verjetno kot ženska, ne? Jaz se spomnim, da prvič, ko sem bil jaz takole malo bolj involviran v to teoretsko sceno, ne? Sem prišel do podatka, da si je nekdo dal spremeniti spol iz moškega v žensko, zato, da bi bil kot ženska lahko lezbika. Ne? Ta Bruce Jenner verjetno je zdaj lezbika ali pa kaj biseksualc. Ne? To zdaj ne pomeni, da nek moški, ki postane ženska, ker se počuti kot žensko, da je njegov objekt želje pa moški. Ne? On je lahko ženska, ampak si želi ženske. Ne? Ta Bruce Jenner, Caitlyn Jenner je tam bila neka ženska leta tam v Ameriki, ker ima celo tisto demokratsko ideologijo ali sceno politično za sabo in ga odobravajo kot neko cirkuško čudo, gostuje na vseh televizijah, ne? Sej ni edini, ne? Sej mi smo imeli v Sloveniji smo imeli Ljuba Praner, to je bil nek moški, torej odvetnik, ki je bila ženska, ne? Imamo tukaj te izkušnje, rodil se je tale Ljuba Praner, se je rodil
oziroma rodila 1906. leta, 1977 je pa umrl oziroma umrla. In je vedno bil tretji spol, ne, se pravi, ampak ok, bodi pravnik ali pa pravnica. Težko je pa zdaj, če bi pa ta Caitlyn Jenner kot moški, ker se počuti kot ženska, nastopal v ženskih športnih kategorijah. Njegov svetovni rekord v desetoroboju oziroma peteroboju, ker ženske imajo peteroboj, ne bi trajal 100 let ali pa 1000, ker moškega se ne da premagati, tudi če se počuti kot ženska. In zdaj to, bi rekel, te anomalije na področju spolne identitete vnašajo v šport, tam pa zadeve postanejo nešportne. In zato naj se nekdo spremeni spol šele, ko odraste. Ne, tudi v odraslosti, pri 40 letih je tam nek tenisač, v 70 letih igral tenis, bil si povprečen, potem je dal pa spremeniti spol, ker se je počutil kot ženska, še vedno je danes je ženska, mislim, da je René Richards, ne, in ta René Richards je potem zmagoval, ne vem, Chris Evert Lloyd pa Martina Navratilova, mislim, da je v finalu zgubil ravno s Chris Evert Lloyd v Wimbledonu 79. leta. Bil je moški, ki je tekmoval v ženski kategoriji in razglasil se je, da je ženska in pravno je dosegel, da je za ženske tekmoval. Milijone evrov je zaslužil, ker je kot gej nastopal v ženski kategoriji. In tega je zdaj ogromno, zdaj so celo neki prepovedali pa tako naprej. V glavnem naj odrasli ljudje zdaj spreminjajo spol, grejo na operacije, naj pa to ne delajo otroci, naj ne delajo mladostniki in starši morajo dajati kompas svojim otrokom, biti umirjen, se pravi zadržan pri spremembi spola, ne se zaletavo odločati za spremembo spola in vso žlahto, vključno z brati in sestrami, je treba podučiti, kaj je zdaj njihov bratec, zdaj, ki je pa kar naenkrat punčka rato, oziroma dekle pri 20, naj to pri 20 naredi ali pa pri 25. Vse je težko za okolico, ne? Ponavadi se taki, ki spremenijo spol, umaknejo in grejo v drugo državo živeti, ne? To je v redu, naj se tam pač obnašajo, kot da so ženske, če je nekoč moški bil, ne? Čeprav je ne fair, da se ti zaližeš z enim moškim, pa ta moški ne ve, da si bil ti moški nekoč, ne? Mogoče koga ne bo motil, mogoče bo pa kozlal 14 dni. Ampak ne prehitro, starši treba podučiti, ampak ne zgolj z enoumno legebitrovsko feministično ideologijo oziroma ideologijo trans, teh nekih nebuloskih pa oni trosijo, ne, enoumno organizirajo nekaj izobraževanja, naprimer za zdravnike, nobenega drugega mnenja, recimo psihoanalitičnega mnenja tam ne sme biti in teh bratov in sester nihče ne inštruira, kaj zdaj to pomeni, in kako se oni počutijo, ker se njihov bratec spremeni spol in ker naenkrat postane punč, se pravi dekle. Skratka, zadeva je zelo spolska, ne? Tudi jaz se ne delam pametnega na vsak način, ampak previdno, ne? Tako sem te rekel, ne si dati na vrat na nos odrezati joškov, ker tale organ ti ne bo zrastel. Ne, biti moški brez penisa ni enostavno in nekdo mora to povedati. In te LGBT scena oziroma trans strokovna teoretska scena o tem nič ne govori. Oni trosijo samo svoje želje, tisto, kar bi radi. In 1% populacije, bi rekel, tako rekoč jebe v glavo 99,9% in se mora cela družba obnašati po njihovih željah. Ne gre tako naprej. Ne? Mogoče zdaj, če sem povedal, kako hočem svetovati, ne? Vsakemu staršu drugače povem, ne? Ker me tudi kličejo, ne, moja hčerka je postala lezbika, kaj ne naredim, kako to, saj smo čisto tradicionalna družina. Sem rekel, ženske so biseksualke po naravi, ko bo prišel pravi moški, ne, se ji bo zdelo pismo, taj pa pravi in bo preklopila nazaj na heteroseksualnost, ne bo več biseksualka. Tako da staršem svetujem, ampak moram cel primer slišati. Ponavadi je pa še dam željo, če imajo otroka, ki je čudne spolne usmerjenosti ali pa napačne spolne usmerjenosti, da otroka dobim, mladostnika, da mu razložim. Mnogi pridejo k meni pa pravijo, vi ste meni razložili, zakaj sem jaz biseksualc, ali pa zakaj me privlači nasprotni spol. Vi ste nam razložili. Ne, ker jaz furam teorijo, LGBT scena pa fura pa ideologijo.
Ne, to sta dva različna pojma. Ne. Teorija spolov je res da teorija, ampak teorija je nastala na fundamentu ideologije, neke želje, neke fiksne ideje in potem so si prikrojili teorijo spolov, gender. Ne. Skratka, ne vem, če sem zdaj tole vse povedal, kar sem mislil. Če se vrnem k temu pogovoru z dijaki, meni je bilo v tem pogovoru všeč, da ste se začeli pogovarjati o spolnih stereotipih. Namreč zdi se mi, da ni vse spolni stereotip, kar se danes razglaša za to. Naprimer, fantje ne jokajo, deklice so bolj pridne, fantje so bolj razposajeni in se jih tudi tolerira, če niso ravno pridni. Fantje se potem igrajo z avtomobilčki, tudi s puškami in pištolami, deklice pa imajo raje igralne kotičke, se igrajo s punčkami. No, v tem kontekstu mi je zanimivo, ker se spomnim, da mi je ena znanka rekla, da je poleg igranja seveda z barbikami nekje do 6. leta rada zbirala športne avtomobilčke in dinozaure, nad katerimi je bila še posebej fascinirana. Gotovo boš imel kaj povedati tudi o tem. No, če zdaj pa zaključim še z enim popularnim stereotipom, spolnim stereotipom. Ženske ne znajo parkirati in so slabe voznice, moški pa so odlični vozniki in nimajo problemov s parkiranjem. No, po drugi strani pa približno vemo, kaj spolni stereotip pomeni. Feministična interpretacija gre nekako v smer, da gre pri stereotipih za škodljive, seksistične in nerealne oziroma nenaravne, zavajajoče predstave o moških in ženskah in njihovih družbeno pripisanih vlogah. Ana Pavlič iz spletne strani spol.si govori o seksualizaciji stereotipov. No, ti pa si dijakom te stvari čisto drugače razložil. Bil si klasično freudovski, da ne rečem vodebovski, tvoj diskurs feminizem popolnoma razoroži. Ja, to Ano Pavlič je Aljuš Pertinač povabil v Faktor, če bi bila pripravljena o teh spolnih stereotipih pluralno diskutirati z mano. In so dobili tam potem na Faktorju obvestilo, ta spol.si je posredoval, češ joj je bolana. Ne? Isti dan, ko je bil Faktor, je dopoldan imela intervju na Radiu Slovenija, ne? Ker se izogiba neke konfrontacije s psihoanalitično teorijo, ker to bežijo ali pa se bojijo po psihoanalize kot hudič križa. Te feministi pa te feministke oziroma legebitrovci, zato ker psihoanaliza razoroži njihove argumente. Namreč to, kar si omenila, deklice so bolj pridne, fantje so pa poredni bolj, pa ne jokajo. Jok je znamenje kastracije. Kastracijske bojazni. Deklica nima, se ne da nič odrezati, ko se deklica zjoka. To zdaj ne pomeni, da se sprijazni s kastracijo, ker je že kastrirana, jo jok nekaj dodatno kastrira. Ampak je nemočna, ženska kot nemočna blesti, kot nemočna ukroti moškega, kot jokajoča zmaguje. Če jaz vidim jokajočo žensko, se mi srce trga in sem krotek na celi bojni črti. Če vidim ženske solze. Ženske to nezavedno vedo in tudi štartajo na svoj jok kot ultimativni adut. Moški, ki se zjoka, to kot mu organ odrezu z jajci vred, ne? Mislim, če se banalno izrazim, ne? In moški, fantje morajo biti razposajeni, oni morajo biti predrzni, morajo biti kastracijsko upirajoči ali pa napadalni. Oni se morajo boriti za zmago, ker kot zmagovalci premagajo tako rekoč očeta v boju za mamico. Ne? In ker so poraženi oidipalno, potem celo življenje želijo tekmovati in moškemu je zmaga, balzam za dušo, skoraj tako kot zmaga ženske na lepotnem tekmovanju ali pa pred ogledalom. Ne? Tako da to niso stereotipi, ne? Avtomobilčki imajo simbolno strukturo. Ne, sicer falično, zdaj si omenila ta punčko, ki se je igrala z avtomobilčki ali pa jih zbirala. Ne. Jaz bi tako rekel, če je to punčka delala tam še na koncu Oedipa, ne, tam pri 5, 6, 7 letih, po moje imela kakega mlajšega bratca, ki mu je na neki točki že zavidala penis in bi rada tudi ona in vsaka deklica predeluje in bi rada imela lulčka in avtomobilček je simbol moškega spolnega organa. Ne, potem si
te zadeve zapeljala tako, da si klasično razgovorila da so ženske slabe voznice, ne, in da je to stereotip. Ne, ženska nima organa, ona ga ne zna noter dati, ona ne more znati parkirati, ker pri konceptu koitusa ona ne rine noter. Ona nima falusa. To ima moški, zato so moški boljši vozniki, lažje se naučijo, hitreje vozijo, ženske so bolj bojazljive, imajo manjše avtomobile, ki se lažje manipulira z njimi, lažje se da jih voziti, ker so ženske klitorične oziroma vaginalne sprejemajoče. Moški se pa z avtom kurči in ga upravlja. Zato je tudi rad serviser. Ne? Ali pa recimo, zdaj sem to razložil okrog vožnje, prej si omenila dinozaur, recimo, da je neka deklica zbirala dinozaure. Ne, ali pa jih je imela rada afiniteto. Dinozaur je neka izumrla žival, ne, se pravi neka tok stara, da je ni več. Stari dinozauri so nekoč živeli, ne. Nekoč so živeli naši stari starši. Ne. Jaz bi mogoče rekel, da je pa mogoče ta deklica projicirala neko nezavedno željo na simbolni ravni in da je afiniteto do mogoče starih staršev, recimo dedka, babice, ali pa recimo, da dedka, ne, lahko tudi babice, ki jih je z večjo afiniteto dojemala kot neke varuhe, ali pa kot starše, ne, stare starše dojemala kot starše, jih je imela raje bolj kot svoje starše, in potem je dobila v igri afiniteto do dinozaurov, ki so simbolno gledano stari. Ne. Tako da bi na tak način mogoče tole razložil. Zdaj, ne vem, poznaš to punco? Ja, lahko v bistvu potrdim, da imam mlajšega bratca, ker gre za isto osebo, ne, ta, ki je imela avtke pa dinozaure, in ker ni imela očeta, je za njo skrbel dedek. Evo, in tukaj so mogoče te dinozauri. Zdaj, tako vam rekel, ko sem jaz tem dijakom poskušal na teh vprašanj, enih 10 vprašanj so mi dali, sem si malo skiciral, ne. Stereotip je, ne vem, da se deklice rade jahajo konje, ne, pri 12 letih. Statistične raziskave so pokazale, ne, da deklice dejansko to statistično gledajo, pri 12 letih začnejo jahati konje, jih božati, negovati, krmiti, zato ker se jim prebuja spolna želja. Konj je simbol moškega spolnega organa. Zaradi tega imajo moški afiniteto do konjev, ker se s konjem tako rekoč kurčijo, ženske, ki rade jahajo, ne, in zdaj na tej točki, ne vem, ali si naj roko takole dom, ne, Urška Klakočar Zupančič izredno rada jaha, ima svojega konja, v redu, ne, v sanjah, ne, na odru moja tale soigralka reče, da sanja, da jaha slona z rilcem. Slon je tudi simbol falusa, ker ima ti strilec. Ena gmota mišic je pa konj, ne, ki se po končju postavi, ne, erekcija, ne, zdaj sem pa jahajoča na konju. Na simbolno nezavedni ravni že v sanjah gre transparentno za seksualne sanje, jahanje konja, ali pa tudi vožnja kolesa, ali pa vožnja z motorjem, je tudi to pa Nataša Pirc-Musar dela, ne, ima pa Harley Davidson ali Kawasakija. To so vse latentno seksualne stvari in potem pridejo meni starši, joj, moja hčerka stara je 5 let, pa si strašansko želi samoroga. Ne, kdo pa je to? To je pa on konj, ki ima tlele gor falus ven zbuče. Ne. Ona je objeta v kastracijski kompleks, ve, da nima lulčka, kdaj bo to meni zrasl, ali bom to kdo imela, kdaj sploh imela, ali mi je to kdo odrezal, jaz bi to imela, ne, nekaj manj imam, in potem si želi konja, ki je že simbol sam po sebi, moškega spolnega organa, pa še lulček ven z glave. Ona ga bi imela, ne, zaradi zavidanja penisa, to je faza. Te misli so vse nezavedne, to moramo poudariti. Vse je nezavedno. Ta faza je minljiva, v nezavednem se to misli, punčka ima pa na zavestni ravni željo, da bi imela konja samoroga. Sploh ne ve, da to ne obstaja. To je pravlični lik, ki se je vzpostavil natančno zaradi te falične strukture in konja, še posebej pa tega samoroga, in nosorogi, ne, nosorogi v Afriki imajo tiste požagane, če že niso ubiti, jih pa saj umrtvijo, pa požagajo rogove. Tiste, kaj so že, ne.
Zakaj? In tisto naj bi bil Viagra. Viagra, zato ker je to kost v Afriki in so te nosorogi skoraj iztrebljeni. Ne? Skratka, na psihoanalitični ravni, ne, ko se to motri, je vse to seksualno in potem pa te feministke, pa LGBT, pa trans osebe, pa ideologija grejo v raziskave, ne, in potem motivirano pridejo do raznih ugotovitev, ki so jih znanstvene raziskave nekje se je skazalo. Ni res. 1000 znanstvenih raziskav so jih LGBT populacija naredili, so ideološko motiviranih. So en larifari, to je nateg, ena sama ideologija. Ne? In potem ta koncept spolnega stereotipa upeljejo v ideološki konstrukt, ne? Zaradi ideologije. Polovico ali pa 90% tega, kar feministka ali pa LGBT populacija razglaša kot spolni stereotip, v resnici sploh ni spolni stereotip. In mainstream mediji potem zapopadejo, izobraževalni sistem pere možgane in reče, to je spolni stereotip, ne, prej si jih par naštela, ne, fantje so razposajeni, ja zato, ker je kastracija v ozadju, kastracijska bojazen in to ni spolni stereotip, ampak je dejstvo, ki se perpetuira zaradi določenih psihičnih procesov. Ne? In mi logično sklepamo in z določenim logičnim sklepom mi nekaj ugotovimo s pametjo, zato ker so ene stvari v korelaciji oziroma tudi v intuiciji. Intuitivno mi vemo, da so moški bolj napadalni, se bolj pretepajo, da se ne ličijo. To ni spolni stereotip. To so psihični procesi, ki imajo simbolno ozadje, ki je v nezavednem, se pravi zavesti neznano je to, tako kot si prej rekla. Ne? Freud je govoril o primarnem procesu, ki je nezaveden in je obelodanjen simbolno logiko. Lacan je pa govoril o realnem, resnično realno, torej realno in nezavedno in to nezavedno je simbolno strukturirano. In v teh simbolnih procesih je anatomija genitali v povezavi s konceptom koitusa, ne? Ko moški v žensko daje, v tist volumen, v odprtino, v vagino daje svoj falus oziroma svoj penis. Falus je simbol. Ne? In ta anatomija genitali ima simbolno logiko v ozadju. Ne? In družbene razlike med spoloma niso posledica nekih mačističnih prebliskov moške populacije, nekega falocentrizma ali pa moško-središčne kulture, ampak je v ozadju diktat genitali, da to je pričakovan nasledek te razlike, družbene razlike med spoloma, je pričakovan nasledek diktata genitali. To ni zdaj vodebologija, ampak je freudovski način razumevanja, psihoanalitični način razumevanja razlik med spoloma. Ne? Ženska je brezpenisno bitje. To ni kulturni konstrukt, ampak je dejstvo, da se rodi brez penisa, da je necela in to ji zaznamuje simboliko njene psihe, simbolne procese. Ne? Oedipov kompleks, kastracijski kompleks, to je jedro razlik med spoloma in tega feminizem noče razumeti in oblikuje teorijo spolov, ki ni teorija, ampak je v resnici ena sama ideologija. Ne? In biološki spol je resna kategorija, ki jo je treba jemati v zakup. Biološki spol in tam se rodiš kot penisno bitje ali pa kot vaginalno bitje. Vmes je sicer hermafrodit, ne? Ta pa ima koncept ženskih in moških genitalij. Ne? Tam ena športnica Caster Semenya, ne? Ženska, svetovni rekord, ima na 800 metrov. Ne, tip je hermafrodit, uradno ženska, ker nima lulčka, ne? In je lezbika, poročena žensko, ampak v sebi ima testise, ne? Prašnike, ima jajce, ima v sebi, nima pa jajčnikov, ima razpočnico, vagino, testise v telesu, lulčka pa nima, ima zgolj en velik klitoris, ki ni lulček. Ne? Skratka, družbeni konstrukt, gender je nebuloza, ki je zapeljala našo družbo v eno stratosfero in jaz se jezim, vsaj tej Sloveniji poskušam razložiti stvari, da jo bojo štekali tako, kot psihoanaliza trdi oziroma nakazuje. Ker Freud si misliti ni mogel, da bo ena naša družba zakoračila v tako nepovratno smer s temi feministkami oziroma
sufražetkami, kot se je reklo tem ženskam, nekoč, ne, so bile sufražetke, zdaj so feministke od neke, ko bi rekel, Simone de Beauvoir naprej, od leta 49, ki je ta drugi spol objavila to knjigo. Ne. Sicer naj še rečem, tem dijakom se tudi razložil, da obstajajo 4 temeljni prehodi v homoseksualnost, ne, 4, oziroma 2 plus 2. 2 sta genska, eden je, kako naj rečem, mutacija segmenta genov, ki so odločeni za občutenje psihičnega spola oziroma spola v glavi. Ne. Se pravi, nek moški se lahko rodi v napačnem telesu in je gensko determiniran zaradi mutacije, noben ne ve, kako se to zgodi. Obstaja pa tudi travmatična nosečnost, ko so genetiki rekli, pa tisti, ki proučujejo ženske, travmatična nosečnost, se pravi, da je ženska v 4., 5. mesecu, od 3. do 5. meseca v nenehnih stresih in take ženske rodijo, kako naj rečem, fantke, ki se identificirajo kot punčke. Ne? Potem so pa tukaj, ampak to je majhen procent, to je promila populacije, da se rodi kot v napačnem spolu. To so trans osebe, rojene. Že od otroštva se počuti kot deklica, recimo gej. Ali pa punčka se počuti kot fantek. Ne? Potem so pa tukaj še ključne stvari, ki so pa psihoanalitično determinirane in Freud je vse to razložil. Tukaj je predvsem Oedipokompleks, ki je, če je napačno razrešen, s preveč dominantno mamo, pa s preveč nežnim, božajočim očetom ali pa celo mogoče brez očeta. Recimo, tak fantek se mamice boji, ki ga v red spravlja in tak fantek lahko gej postane zaradi napačnega Oedipa v disfunkcionalni primarni družini. Potem se pa lahko kljub neki normalni oedipalni sceni zgodi, Bog ve na kak način, spolna zloraba in zaradi spolne zlorabe se mnogim lahko spremeni spolna identiteta in spolna želja oziroma pohota. To so te 4 tipi prehoda v homoseksualno spolno usmerjenost. Mogoče tokle. Ja, ne morem zdaj mimo te roza in modre barve in dojenčkov, dojenčic. Kako ti gledaš na te barve in delitev po spolu? Lej, zdaj ti, zanj sem tolo moja prijateljico, ki dela tamle v eni oštariji, je zdaj pa v porodniškem, ne? In jaz rečem, joj, ki je lušna ali je lušen? Pa je rekla, ne vidiš, da je roza napravljena, ne? Sem rekel, sem botas, ne? Ja, punčka je bila, luška, nisem vedel, da je fantek ali punčka. Zato, da ne bi sprašvali ti, a je vaš otrok punčka ali fantek, jih pa napravijo, zato, da komunikacija zlaufa, ne? Da vemo, da ne treba toliko sprašvati. In punčke so roza, tudi ženske in tudi geji. Ne, to je zdaj ne stereotip, nek simbol nekega spola. Ne? Tako imamo mi, bi rekel, za moške imamo tale, ki je navgor obrnjen, ne? Tle je zdaj sicer obrnjeno, ne? Imamo nek simbol, ki označuje moški pa ženski spol, ne? In tudi barva označuje roza, ženski spol, modra pa moški spol. In tudi dojenčki, ki ne veš, vsega ne veš, dokler ga ne slečeš, ne veš, ali je fantek ali punčka. In pol, če je roza napravljen, veš, da je deklica, mislim, to ni največji greh. Ker te legebitrovci to se zapodi kamorkoli je, kjer bi lahko karkoli spreminjali spol, tudi tam, kjer bi mogli tih biti, ne. Mislim, spolni, kako bi rekel, te spolni stereotipi, ne, se natančno zato se vzpostavijo, ker obstajajo razlike med spoloma, ki jih diktirajo simbolni procesi, ne? In te spolni stereotipi v resnici niso spolni stereotipi, ampak so neka znamenja, ki so dobrodošla zato, da mi lažje komuniciramo, ne? Mislim, to se noče sprijazniti s tem, ker nočejo priznati, ne, da je diktat genitalij ključen za simbolne procese, ki so potem takšni, kakršni so, ker je vzad neka logika, mislenje, mednožja je ključno, zato da se vzpostavi korelativno razmišljanje. Ne? Mi zaradi nezavednega korelativnega razmišljanja, kar pomeni, da delaš neko povezavo med, ne? Če je ga gledaš od ozadja, če je zelo majhen, ne?
pa če, ne vem, je toliko napravljen, da ne vidiš, kako medenico ima, rečeš, če je mehen, ta je punčka, če je pa velik, je pa fantek, oziroma fant. Ženska je manjša v poprečju, moški je večji. Ne? Če vidiš tam neko mišičasto telo, v hrbet rečeš, to je moški. Pa zakaj delate stereotipe? Tudi ženska je lahko bodybuilderca, ne? Pa je tudi široka čez hrbet. Ampak načeloma mi prepoznavamo spol po nekih znakih. To niso spolni stereotipi, ampak je logično sklepanje na podlagi nekih informacij. Ne? Tako imenovani stereotipi so v resnici prej ko slej, oziroma bolj ali manj koristni, ne pa škodljivi. So rekli ta Ana Pavlič, da so to škodljivi preskoki v sklepanju. Ne, koristni so, skrajšujejo komunikacijo. Ne? Zato in mi ne moramo dečka v kiklico napravljati, če tudi si to želi. Ja, delate stereotipe, pa ne delam stereotipe. V tej kulturi se je kikla prijela ženskam po eni logiki, koncept lulanja, pa recimo tiste menstruacije je zastavil konfekcijo deklic oziroma žensk, tako da imajo kikle. Če pa ti dečka v kiklico napravljaš, pa da ga še lišpaš, pa še kakšen noht pobarvaš, mu pa zacvreš not glavo in bo postal gej, ker je spolno identiteto v občutljivem obdobju odraščanja spremenil na pobudo odraslih. Ne sme tega delati, starši ne smejo otroke napačni spol napraviti. V tem procesu gor spravljanja, to ni vzgajanje, gor spravljanje. Ne? Ličiti se ne smejo otroci, deček ne sme biti naličen, punčke so pa lahko, ne rečem, da morajo biti. Ampak če ti dečka ličiš, bo on spolno identiteto spotaknil in bo imel probleme v psihi in bo rabo terapijo v odraslosti. Ne, po tej logiki, zdaj bom nekaj spolskega rekel, se lahko deklica spotakneš identiteto, če jo siliš v pretepaške športe prehiter. Tudi koncept žogarskih športov, ki ima koncept gola, gol je simbolni koitus. Fantje bi gol dajali, moški bi gol dajali, ne pa punce. In pa se punce sili, ki je tist fuzbal ali pa košarko ali pa rokomet, pa zaprepaščeno ugotovijo, da ima punca punco. Ja, če v življenju rokomet ali pa fuzbal špilala, če sto fantinjo iz nje delali. Ljuba moja hčerka, bodi moj sin. In pol igra sina do 15. 16. leta in potem kar naenkrat pride s punco domov. Ja, če ste jo naslavljali celo otroštvo kot fantinjo, ki mi nosi medalje v faličnih športih in ima najdaljšega stoječega skok ali kaj že, polet, ta naša svetovna rekorderka. Najdaljšega stoječega, ki ni skok pa polet, ampak organ ima moški. Zato je simbolna disonanca. Naši skoki pa poleti, ki so tako popularni, pa imamo svetovno prvakinjo, pa olimpijske medalje. To so moške zadeve in če to deklica dela prezgodaj, pa celo otroštvo je zacvreno to glav in pride potem do seksa in se čuti tam premagano. In pa bi ona imela strapon, pa ona žensko nažigavala. In to je vse narobe, pa ima psihične probleme, pa ne ve, kaj je, ne teč, ne maš. Mislim, Se pravi, poenostavljeno povedano, pravilno razrešen Ojdipov in kastracijski kompleks pomeni, da bodo te stereotipi zbledeli. Kot koncept bodo zbledeli, ko bo otrok pa mladostnik spoznal, da kot odrasel nekaj čuti in bo ugotovil, da zdaj to ni stereotip. Ni stereotip, če me nezavedno sili v nekaj. Nezavedno je pa determinirano z anatomijo spolnih organov. Skratka. Ja, kako pa ti vidiš ta apel po vzgoji nekakšnega nevtralnega spola? Se ti zdi to ok? Meni se zdi, da spol ne more biti nevtralen. Pa spol ni nevtralen. Spol diktira anatomija genitalij dodatno v psihološkem smislu. Človek, če nima genske mutacije, se rodi, se pravi, ne kot hermafrodit, z obema konceptama genitalij, ampak ima moške genitalije, lulčka, pa testise, deklica ima pa klitoris, pa vagino, pa jajčnike. In to je biološko determinirano.
Ne? Lahko se zgodi biološka mutacija, torej genska mutacija, in da moški z moškimi genitalijami, ne, psihično čuti, da je ženska, ker obstaja tudi psihična, torej genska determinacija psihičnega spola, ki se lahko v 1 promili razhaja torej z genitalijami. Potem je pa še mislenje anatomije genitalij, ki pa še dodatno utrdi psihološko strukturo, se pravi anatomija genitalij. Otrok nikoli ni nevtralno spolno bitje in se ne smemo obnašati, kot da je otrok spolno nevtralno bitje. Sin je sin in ni sininja. Hčerka je pa hčerka. Ima neko mednožno necelost, ki jo psihično determinira. In otroci niso spolna bitja, nimajo razvite pohote, ker pohota, ki se bo razvila v puberteti, pa v odraslosti, ima svoj fundament v falični fazi, v času ojdipa pa kastracije. In to se boš, spolna identiteta, spolna želja, se bo šele rodila pri 15 letih. Zato se ne zajbavati s tem konceptom neutralnega spola. In potem se staršem perejo možgani s to ideologijo, mainstream mediji to podpirajo, izobraževalni sistem to podpira, ne, v resnici pa to ena velika zabloda. In če mene starši pokličejo, ali pa mislim, če tole poslušajo, rečem, imejte kompas, bodite razsodni. Ne otroku pustiti, da skače tam z nekimi idejami levo, desno, kot da otrok o sebi kaj ve, nič ne ve. Ne. Se pravi, jaz bi rekel, starši, bodite previdni, mislim, ravnajte tako, kot vam diktirajo, ko vidite, dobite otroka. Anatomija genitalij vam pove, ali je fantek ali je punčka. Ne se obnašati, kot da je to neutralni spol. Ne. Penisno bitje je fantek, ne penisno vaginalno bitje je pa deklica. In vi lahko napako alfo naredite v tem sklepanju samo v 1 promili, da se genetika poigra, usoda se poigra in se rodi otrok, ne, v napačnem spolu in potem postane transseksualna oseba. To je napaka alfa, ki je v promili. Mi moramo delati, rekel, se obnašati, kot da spol je tako, ker je, vidimo, biološko, genitalno, v tem genitalnem smislu. Ne. Skratka, jaz upam, da tudi kak mladi starši to poslušajo in da bojo vedeli, da ne se obnašati, kot da je spol neutralen. Ja, tudi meni se zdi ta načrtna starševska ali celo institucionalna vzgoja neutralnega spola, tako imenovanega neutralnega spola, povsem zgrešena oziroma celo škodljiva za nadaljnji psihični in seksualni razvoj otroka. Vem, da razmišljaš podobno in lahko mogoče razložiš malo bolj ta kontekst. Mislim, jaz zdaj to povem, ker sem tako euforičen, jaz želim povedati z nekim navdušenjem oziroma euforijo, entuzijastično povem, da imajo feministke svojo ideologijo. Legebitrovci so neki pajdaši, potem so pa tukaj še trans osebe, te res trpeči, ko so v napačnem spolu, bodi si zaradi genske mutacije, bodi si zaradi napačnega odipa ali pa še recimo spolne zlorabe. Ampak mi moramo te tako imenovane cis osebe, ne, to je spet en izraz, ne, cis osebe so normalni ljudje, ne, heteroseksualni, katerim se poklaplja biološki spol, ki ga diktirajo genitalije, s psihološkim spolom, ne, to je vse ujema, ne, pa tam pa začnejo nenormativne osebe, kakšne bi kaj to bila, ne, češ da je heteroseksualnost normativna zaukazana, ne, pa da so tudi obstajajo nebinarne osebe, pa so pa, ne vem kaj vse trpajo, to je zdaj 50 spolov, ne. Mislim, če bi šli mi s faktorsko analizo proučevati spol, bi ugotovili, da imamo 2 faktorja, ne, moške pa ženske, penisna pa ne penisna oziroma vaginalna bitja. Ampak pri 20-30 letih se pa ta spolna identiteta pri mnogih izmaliči zaradi raznih vplivov. Jaz sem 4 povedal, 2 sta genetska, 2 sta privzgojena. Napačen odip pa spolna zloraba. Ampak te permutacije ne smejo biti mainstream, te promilni, ali pa tudi če je 10% homoseksualcev oziroma trans, vseh teh, ki niso
cis, ne, če je to 10%, teh 10% ne sme zaznamovati družbe in da bo teh 10% obvladovalo interese, želje 90% populacije. Ne more tudi tako jeti, ne more manjšina diktirati večini, kako pa kaj. Ne? In to mi imamo te človekove pravice in to je trend, kjer se manjšina, ne, zdaj bom še enkrat ponovil, pri nam so Trbovlje čist razrili, par let nazaj. Ko pa tu delate, smo evropska sredstva dobili, ko pa delate, ko pa razbijate te pločnike za slepce, za slepe ljudi. Pismo, vsak pločnik pa one rebre, kule, zebre, tu so neke tam reljefi, če bi una palčka tako, da bi un slepec s palčko začutil, kje je reljef. Jaz sem zdaj tlele 60 let v Trbovljah, ok, zadnjih 50 let se spomnim 3 ljudi, da so bili slepi, 3 ljudje. In mi damo 1 milijon evrov za 3 ljudi, če bi slučajno kjer bil slep. Zdaj pa naj se najde še na vozičku, ko reče, mi hočemo imeti lift v vsako stavbo in bojo naknadno lift delali. Vsak blok bo imel lift, ne? Stare zgradbe nimajo lifta. Ne? Ja, mi hendikepirani imamo človekove pravice in tudi mi smo ljudje, ne? Pa ne more se družba po diktatu manjšine obnašati, da večinsko tam so mi vsi zbegan, ker si je eno mislil, ker mu je 6 prstov zrastli na roki, da bi rad imel rokavično industrijo s 6 prsti. Pa da bi rad tipkovnico, računalniško imel za 6 prstov, pa da bi frulico imel za 6 prstov. Pa ne gre to, treba imeti razsodno moč. In če nihče nima, in če nima niti testosterona, da bi to povedal, mora nekdo se najditi. In ta nekdo sem pač jaz. In zdaj to povem, trans osebe, mislim, to imajo fiksne ideje, ne, da bi te trans osebe malo govorile o svoji spolni želji, to absolutno ne gre, ne. Mislite, da bi rekel, ti, zakaj se pa daš ti spremeniti spol? Koga si už pa ti želel? Ne? Ali pa tale Lija Bordon, ne, ima ženo. Ne? Zdaj, kako pa zdaj ta seks gleda? Zdaj, ne, a si ga da tem Salome Nenad, ne, zraba si ga da odrezati. Zdaj približi se ve, da želi si moškega, ki penetrira vanjo, ne, v njega, ne, si želi moškega. Zdaj, kaj pa nekdo, ki si spremeni spol, ampak ženska si spremeni spol v moškega, ne, in ima ženo. Ko je zdaj žena, lezbika ali ni lezbika? Ti se te deklariraš kot moški, a si ona želi moškega? Ja, želi si moškega. Sam ženska si želi penis, ne moškega. In zdaj ti prideš temu seks in jo ne moreš nažgati. Kako je boš zdaj? S traponom? S prsti? Z jezikom? Kako je boš nažgal? In je egoist in daje svojo spolno željo, o kateri noče govoriti, ne, ker je nemisljiva, da na prvo mesto, ne pa željo tistega, s katerim bi on kot objekt želje nekaj imel. Mislim, to so te perverznosti, ne, jaz jih poslušam, preden sem imel tale intervju ali pa tisti podcast s temi dijaki, sem šel enih 30 ur preposlušati. Mislim, pa šele vidiš, koliko so to spodletelo razmišljujoči ljudje, te transi, ne, ko organizirajo, bi rekel, izobraževanje za zdravnike. Kako se morajo zdravniki zdaj obnašati, ne, Bog hvar, da ji rečeš ti imaš pa vagino, si ženska. Ne, nisem jaz ženska, jaz sem moški. Ja, čakaj, kje imaš pa penis? Ja, nimajo se ženske penise, nekatere, mislim, pa ena govori tam, ta Leja iz Francije, Leja pravi, obstaja tudi ženski penis. Come again, ženski penis, da obstaja. Ej, ljubica, ne, Leja, ti si moški, si oče 3 otrokom, nisi mama 3 otrokom, ti si se v maškarade napravila in zdaj glumiš žensko, v resnici pa biološko moški, ok, počutiš se pa kot ženska. Ampak kot moški je on zaplodil 3 otroke, otroci imajo očeta in pa jih tako zjebe, te svoje otroke, da reče, jaz sem vaša mamica. Onda svojo egoistično željo. Pred dejstvom, da bi otroci rad imeli ob mamici še očeta.
In potem pride v žensko napravljajo, jaz sem vaša nova mama, pa ima pa otrok 2 mame. In pa se smeji, ja, odobravam, če se tako počuti. V resnici pa eno bolečino tako, da si ta ne more misliti. Ker je egoistično dal sebe na prvo mesto. Ne? Moja spolna identiteta je pomembna. Ja, se je. Sam ne je pa zdaj vse ostalo okrog sebe. 99,9 plus še svojo družino. Ker te trans osebe, ne, ki ohranijo spol, oziroma spolno željo, se pravi, iz moškega spremeni spol v žensko, zato da je lezbika. In njega ne zanima, kaj si žena njegova misli. Ampak ima izjemno močno samozavest, da misli, da je to prav. Ne? Kar pomeni, da je imel recimo kot otrok super družino, ki ga je kovala v zvezde, ti Janez, ti si pa res car, in sploh, če tudi si malo bolj feminin, res si dober. In pa ima ful močno samozavest in jaz se počutim kot ženska in da spremeniti spol v žensko. Ne? Kako pa 2 otroka, ki te gledata? A njih, to te jaz ta razumevajoča. Lažeta ta 2 otroka, ker te nočeta prizadeti. In svojo egoistično željo zdal na prvo mesto. Res je, da ali bom ženska, ali bom naredil samomor, bod ženska. Ne? Ker te, sem rekel, so v stiski in dejansko v taki stiski, da so že delali samomore, ker je bil v napačnem spolu. In tega ni mogel preživeti in se je ubil. Zato je stvar nemisljiva, ampak taka je narava, Bog je tako zjebal, kaj ne rečem. Sorry, če sem direkten. No, glede na to, da sem kar nekaj časa delala v medijih kot novinarka, torej nekaj stvari vendarle razumem dovolj dobro in recimo vem, da mediji prav nič ne diktirajo, ne? Še najmanj kakšne feministične fiksne ideje, pač pa kvečemu sledijo nekim naravnim imperativom, ne? Zato, da se ustvarja dobiček. Kako ti vidiš vlogo medijev v tem feministično-legebitrovskem oziroma transspolnem kontekstu? Torej, feministke so dolga desetletja napadale medije, češ, da mediji diktirajo, heteronormativnost je ta izraz, heteronormativnost. In ko sem jaz pisal tolo knjigo Prvi spol, sem prišel do Ervinga Goffmana, sem kupico enih poglavij. Erving Goffman, seks, gender, Goffmanove pripovedke. Ne? Goffman in oglaševanje, ritualizacija vseh teh reklam, kakšne so, tam je ženska nemočna. Moški ležeča, moški pa falično potenten stoječ, ne? Možat, pa tako naprej, ona pa vsa lepa. Ne? In feministke so se proti tej paradigmi borile, kot da ne bi vedele, ne? Zdaj pa to tisti psihoanalitični segment, ki zabija žebel v krsto tem feministkam, pa trans vsem legebitrovcem, ne? Mediji sledijo želji. Tako kot si rekla, mediji sledijo tam, kjer je profit, kaj pa more, ženska se želi biti lepa. Dajmo prodajati lepotila, lepotičenje. Dajmo nohte, dajmo nohtno industrijo, ker je to pa drago, hoče lepe, dajmo, ne. In pa, zakaj tudi moški ne bi imeli nohte dolge kot ženske? Je zato, ker on ne dekorira telesa, on je obremenjen s tisto falično premajhnostjo mednožno, ženska pa nima lulčka, sem pa toliko lepša. Mediji ves čas v bistvu sledijo tej paradigmi kastracijskega kompleksa v najširšem smislu, v smislu, da je ženska rada lepa zaradi razrešitve kastracijskega kompleksa, moški je pa falično tekmovalen zaradi kastracijske bojazni, ki se dogodijo v edipalni fazi. In te mediji so pa zdaj zadnje čase pod vplivom teh frustracij pa legebitrovske ideologije so začeli pa obračati to zgodbo in zdaj bi oni diktirali drugo ideologijo. Ja, kje bojo mediji, češ mediji heteroseksualno diktirajo, mogli bi pa neutralno, da ne bi toliko ženske pahnili v to lepotičenje moški, pa da bi se moški malo ličili. Dajmo medije malo. Pa mediji tam, če je tam profit, razen če niso nacionalni mediji, ki se financirajo iz državnega proračuna. Tam je pa ideologija in potem se financirajo samo tiste oddaje, ki propagirajo enakost spolov. Ne? Ampak ko bi pa red profit naredil, bo pa lepotičene babam prodajal, moškim pa kako bo imel večje mišice, pa kako se bo lažje kurčil z dobrim avtomobilom, pa ne vem s čem. Ne?
Se pravi, mainstream mediji v Sloveniji so kontaminirani z levo ideologijo. Definitivno. In tam v levi ideologiji je teorija spola. Ne? Teorija spola in potem se te mediji še skompatibilizirajo z ideologijo družine. Ne? In potem diktirajo disfunkcionalne enostarševske družine, kjer je samo ena emancipirana mama, ki bo skrbela samo zase, ne? Pa to je error. Ne? Primarna družina mora biti očka pa mamica, to je kompatibilno, ostalo razdrto, to je error, ki spotika psihotrok. Ne? Zato bi rekel, mainstream mediji naj ideologijo umaknejo in naj poskušajo slediti naravnim zakonitostim, ki jih diktira po eni strani genetska struktura in biologija, po drugi strani pa psihični spol, ki ga pa diktira anatomija genitalij oziroma ojdip. Mogoče tokle. Jaz mislim, da če vse medije izklopimo, si bomo ženske še vedno želeli biti lepe, ker to izhaja iz nas in nam tega ne diktirajo mediji. Oni v bistvu samo potencirajo to našo željo. Točno tako. No, če se za trenutek še pomudiva pri teh medijih in evidentnem trendu po feminizaciji oziroma po ženščenju sodobnega moškega, po drugi strani pa po možačenju žensk, torej propagiranju falične ženske. Po mojem videnju so za popačenje obeh spolov bolj kot mediji in bolj kot vzgojno-izobraževalne institucije, kot sta vrtec in šola, krivi oziroma odgovorni starši, torej primarna družina, družinsko okolje, ki ga ustvarjata oče in mati. Seveda, mainstream mediji ne morejo naravnih zakonitostih znotraj primarne družine ne morejo popačiti. Mislim, če se kaj ve od Freuda naprej, je pač to, kar sem povedal, pa ni niti Freudova misel, da je oče odraslega otroka, oče odraslega človeka je otrok. Ne? Vse, kar se otroku dogaja do 6., 8., 10. leta, ima svoj nasledek in primarna družina je ključna. Oralna, analna, falična faza, to so ključne stvari, pa mogoče, bi rekel, še znotraj tega, bi rekel, tipi navezanosti otroka z mamico. Ne z negujočo osebo, z mamico. Mamica je tista, ki rodi, je noseča, rodi pa doji. Ne? In doječa mamica je doječa mamica, ne negujoča oseba, ki je lahko jeti, imenovan fotar ali pa zgubana babica. Ne? Se pravi, mediji pa zdaj na pobudo neke ideologije, leve ideologije, desna je totalno na stranskem tiru, pri nam je sam Nova 24, TV je desna oziroma konzervativna, mogoče mal Planet, pa tale Faktor, pa tisti, ki imamo tele naše podcaste, ne, smo mogoče na trenutke konzervativni, ker tudi ti si moden, to je modno, če si levo, svobodno, ideološko opredeljen. Zdrave konzervativnosti še v domovi za upokojence ni toliko, kot bi mogli biti, ker stari ljudje so bolj konzervativni. Desus je bil v osnovi konzervativen, sam je imel to eno beovsko levost, ne? Ampak starem človeku ne moš ti reči, da sta spola enaka. Če ve, da 100 let sem že na svet, ne mi govoriti, da sta starša A pa B, če sta fotar pa mama, ne mi s temi nebulozami teh sodobnih levih anarhistov. Ne? In zdaj te levi mediji simbolno kastrirajo skozi vse te ideologije, profeministične, legivitrovske, transideologije, kastrirajo moške. Ne? Kastrirani moški ne morejo očetovati. Ne? Po drugi strani se propagira pomožatena, emancipirana ženska, ki, se je ujeta v nek telesni narcizem. Ne? Nimam lučka, sem toliko lepša in potem skrbijo za lepoto. To še nekje ne morejo, to trdnjavo, da ženska ne bi bila lepa, feministke ne morejo prodreti, ne? Da bi se prepovedalo depiliranje, pa ličenje, pa lepi nohti. Feministke tega ne morejo, bi pa zelo rade to naredile, ne? Bi pa zelo rade. In zdaj po eni strani tale Urška Klakočar Zupančič, ne, vsa feminilna, hiperseksualna, feministke to tako moti, ona hoče ohraniti ženstvenost. In potem so prepričali in njo, in Urško in Natašo Pirc Musar, da morajo biti feministke. Ker boste. Ker če boste ve feministke, ne, pa ste heteroseksualne, potem boste ta militantni, lezbični feminizem izničile. Ne. Večina fundament feminizma predstavljajo lezbike. Ne. Spolno zlorabljene ženske.
pa ženske brez očetov, ki črtijo moške, pa tako naprej. Simone de Beauvoir je bila lezbika, oziroma bila je biseksualka, vse tudi lezbike so v resnici biseksualke in tudi preklapljajo, so malo tudi v zvezi z moškimi, ko še ne vejo točno, potem pa zamera do moških, ali pa do očeta ven useka, potem je pa feministka, pa lezbika. Tako da, bi rekel, mainstream mediji pa to agendo utrjujejo, jo celo furajo, od naše STA, ki ni bila financirana. Zakaj ne? Zato, ker je enoumne informacije podajala. Vse, kar je bilo profeministično, je objavljala, nek konzervativne novice pa ni objavljala. Pa se pa jezijo, nimamo svobode novinarskega poklica. Še hujši so teleradijci oziroma televizici. Svoboda novinarskega poklica. Ja, če furate samo enoumje brez opozicije, to se ne sme, pluralnost moramo imeti. Svoboda govora mora biti prisotna, zato ker naša intuicija premore nezavedno mislenje. In to nezavedno mislenje in mišljenje ima jedro v naših primarnih procesih iz družine ven. Tam so stvari zastavljene skozi Oedipov kompleks v falični fazi, kastracijo, torej anatomijo genitalij. In ne more zdaj tam neko levo novinarstvo preinterpretirati naravnega diktata psihe, ki je skozi intuicijo utkan v človeško psiho. Ja, vrniva se za hip še k transspolnosti oziroma transseksualnosti. Razloži nam malo bolj podrobno ta fenomen. Jaz sem že prej rekel, dejansko gre za trpeče ljudi, pravi transspolni ljudje, osebe so čutili, da so v napačnem spolu že od rojstva, tako rekoč. In vedno so bili mirni, fantje recimo, feminilni, punčke so bile pa malo bolj, kako bi rekel, fantinje, in so tudi obstajajo ne eksperimenti. Da sta bila ena, dva, dvojčka, nista bila, torej, bila sta enojajčna dvojčka, Bruce, David Reimer, kanadska dvojčka, leta 65 sta se rodila in enem so po nesreči odrezali lulčka pri neki obrezovanju. In potem je John Money rekel, bomo pa vagino in naredili tem enem dvojčku, Bruceu, David je bil, in bo Brenda. In potem je bil Brenda Reimer. In ta Brenda, vzgajan pri 9. mesecu, celo otroštvo je bil vzgajan, v roza napravljen, v kiklico, in skozi je bil fantinja, se pravi tomboy. Brenda, pretepal se je, ona se je pretepala, ampak bil je genetsko moški, fantek. In zdaj tukaj je bil pa Freud na eni točki demantiran in se je skazalo, da v bistvu ima ob genitalijah tu psihični spol, da ni vse v genitalni strukturi, tako kot je domneval Freud, ampak da obstaja tudi psihični spol, ki je gensko determiniran v možganih. In Brenda je pravilno razrešila Oedipov kompleks in bi morala biti feminilna deklica in se nikoli ni sparjazila. In potem je ugotovila, da je enojajčni dvojček s svojim bratom. In pa je pa tukaj vedela, da je to pa nemogoče, enojajčni dvojček, to pomeni, da sem tudi jaz fantek, kar že ves čas čutim. Ampak je pravilno razrešila Oedipov kompleks, po Freudu bi se reklo. Identificirala z mamo, pa tako naprej. In so jo, torej, nazaj si je dala spremeniti spol v moškega, odrezanega lulčka ni zrastel, in je potem naredila pri 35 letih, ko je bila že David Reimer poročena z žensko, ki je imela 2 otroka odprej, in je naredila ta samomor. Naredil je samomor, imel je neko tretje ime, David ali kaj je pol bil. V glavnem ta Brenda je posreden način dokazala, da se ljudje rodijo tudi psihično zaznamovani, genetsko z neko psiho, ki je feminilna, dekliška ali pa moška. In ti transseksualci se pa rodijo v biološko, recimo moškem spolu, tudi se pa ženska psihično. In zaradi pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa je lahko biseksualka. Ta biseksualnost je lahko z Oedipom zastavljena na pravilen način, oziroma pravilno razrešen Oedipov kompleks, ampak tle so pa genska struktura psihičnega spola pa drugačna. In potem se to tepe
ampak na eni točki neki zmaga, ali ojdip, ali pa genetska struktura. Ne? In če genetska struktura zmaga, potem si da spremeniti spol iz transseksualne osebe, transspolne osebe postane transseksualec, ki spremeni spol in spremeni svoje spolne navade oziroma spolne navade utrdi. In te v bistvu hočejo, da se reče, da ne grejo spremeniti spol, ampak grejo povrniti spol v originalni spol. Torej v tisti spol povračanje, povrnitev spola. Nek nov izraz, ne sprememba spola, ampak utrditev psihičnega spola. Tako da bi rekel, zadeve so teoretsko zelo jasne, se pravi psihično, možgani so že feminilne, kljub Oedipu možgani ostanejo feminilni. In potem si cel življenje v napačnem spolu in pol naposled, najbolje, da v odraslosti spremeni spol in se počutiš kot ženska, ne? Sam pol pa treba lagati. Celi populaciji treba lagati, da si ti ženska, v resnici bil pa moški, ki si spremenil spol in se imenuje trans ženska pa trans moški. Mislim, vsej to so znani primeri. Bruce Jenner je to pri 50 letih naredil, René Richard pri 40. Mislim, kaj čem še reči, vse sem tako rekoč vse povedal. Genetika je temelj, pa še tukaj Oedip, pa spolne zlorabe lahko tudi zapeljejo vse v napačno smer. Prosim, če zdaj nadaljuješ s prehodom otroka v puberteto. Meni se zdi nemogoče, da bi otrok že pri 5 letih vedel, kaj si želi v spolno-seksualnem smislu in kaj mu spolno identitetno ustreza. Ne, pri 5 letih otrok še nič ne ve o sebi. Še najmanj o svoji spolni, seksualni identiteti, spolnih preferencah, željah. Otrok zato ne sme o svojih spolnih preferencah sploh razmišljati, ne sme razvijati želje, oziroma željo. On ima želje, ne vem, take nedolžne, ne pa spolne želje. Zato je treba bdeti nad spolnim obnašanjem, tudi tam, ko se otroci ginekologa igrajo, treba je to prekiniti, to igro. Spolna zloraba najbolj, zaznamuje otroka. Zato je treba biti previden, starši morajo pustiti otroka, da je manifestno spolno, seksualno neudejanjen. On se lahko tam nekaj igra, pa tako naprej, deklice celo orgazm doživljajo, fantki imajo erekcijo, ampak kaj več pa ne sme biti. Iz registra odrasle spolnih praks otrok ne sme doživeti do pubertete, ker to na njega učinkuje kot spolna zloraba. Zdaj, da bi otrok imel svobodno voljo. Svobodne volje še moški, torej človek nima. Človek nima svobodne volje. In to moramo vedeti, tega se moramo zavedati in ne smemo spolnih, torej nekih želja, otrok, razvajenih otrok. Jaz bi pa rad danes bil punčka, so rekli, da sem lahko punčka in pol starši ugodijo želji, danes hoče biti pa punčka, pa ni pustni torek. Zdaj bo pa punčka, bo šel kiklic, ne se zabavati s tem. Naj se v genitalni fazi odloči, oziroma spremljajte ga starši, odrasli naj to spremljajo, tudi lahko učitelji. Ker spomnim te šole, tole določeni fantki hodijo v ženski WC, ker se počuti kot ženska. Krasen plesalec, šel bi tam v mažoretke, ali pa ena mamica je pa imela sinčka, ni imela hčirke, cel življenje sem mažoretka, zdaj bo pa moj fantek, bo pa tudi mažoretka. Sem rekel, gospa, ne se zabavati s tem. Glejte, 90 punčk imate, 91 je pa ves sinček. Se to ni nič narobe. Gospa, narobe je, zacvrli mu bote psiho noter, ker ga kaj v punčko rinete, gej bo ratu. Ne se zabavati s tem. Kje imate pa moža? Ločena sem. Zdaj edino imam tega fantka pa mažoretke. Joj, ne to delati. No, verjemte mi, ne to delati, če čete, da malo bo približen razvijal tisto, kar mu diktat genitalij, ki ga usmerja, torej diktat genitalij je ključen. Ampak ljudje tega ne vejo. Enih mora malo ozavestiti. Če ne drug pismo, sem pa jaz tukaj. Ok. Naj se še enkrat vrnem k tem tvojim dijakom in pogovoru z njimi. Dijaki so te namreč spraševali, ali lahko oziroma ali je smiselno, da v določenih primerih tako rekoč žrtvujemo otrokovo svobodo izbire v korist družbe.
vidiš, to ni ta prav izraz, žrtvujemo otroka, to ni koncept, je napačno zastavljen. Otroka nič ne rabimo žrtvovati, ne. Otroka je treba pravilno usmerjati. Treba mu je zastaviti življenje sproščeno, z nekim čudnim idejam, nekim tendencam ali pa nekim trendom modnim, pa ne smemo dovoliti, da prezgodaj to otrok ponotrani, ne. Se pravi, starši moramo vendar imeti neko avtonomno razmišljanje, ne smemo nasedati, ne smejo nasedati mladi starši nekim tem ideološkim nebulozam, nekim foram. In te otroke oziroma mladostnike ne smejo uslišati, ne. Tudi v šoli so pa rekli, da se lahko tudi fanti med sabo poljubljamo, pa ženske med sabo. Kdo je pa to rekel, je to Varišica, je rekel, da lahko. Ne. Jaz sem imel telovadbo, pa se tam otroci usedejo in potem začne fante ljubčkati punčke, ne, ločeni starši, in potem na eni točki pa še fante začel ljubčkati na usta. Sem rekel, mamica, poslušajte, tale vaš otrok se malo čuden obnaša. Ja, ko pa je, tam šlata jih, ne samo da jih ljubčka, šlata jih, pa ljubčka jih, in to fante in punce. Sem rekel, kaj pa tukaj oči? Ja, imamo deljeno skrbništvo, smo ločeni, ne. A ni bilo tiste odipalne figure očeta, ne, in tamal je čist zabluzil. Pri 5 letih, 4-5 letih. Ne, otroci ne vejo, so poteči in vsak impuls tako rekoč posrkajo in starši smo zato, da jim dajemo kompas. Moralni kompas moramo pa že starši imeti in ga dati tudi življenjski kompas svojim otrokom do 18. leta. Šele po 18. letu naj gre po svoje, ali pa še raj po 21. Ne vem, kaj bi še rekel. Družba mora imeti moralno odgovorne in nezbegane posameznike. Te posamezniki morajo imeti razsodno moč in razsodno moč ima starši, jo imajo, otroci jo pa še nimajo. Ne. Skratka, ne smemo nasedati ideologiji feminizma pa LGBT. Ja, poskušaj zaključiti zdaj tale današnji podcast s kakšno svojo modrostjo oziroma napotkom, mogoče kakšno udarno teoretsko mislijo, ki bi streznila ljudi, ki so nasedli feministično-legibitrovski ideologiji. Tisti, ki spremljajo moj teoretski opus, vejo, in tudi steber psihoanalize je Oedipokompleks. Oedipokompleks mora biti razrešen z moškim očetom, ki ima avtoritet, ki je avtoriteta v svoji družini, nežno, feminilno mamo, ki mora biti malo podrejena, tako rekoč, vsaj uradno, tako manifestno svojemu možu, sej tako neuradno mu lahko pere možgane po svojem, ampak pred otroci se mora vedeti, kdo je gospodar družine, ne, da mora oče, ki se ga fantje, sinovi bojijo, ki mora biti tam deklica, ki očeta obožuje zaradi svojih dejanj, ki se mora posvečati in nakloniti ljubezen, neke pohvale v smislu ti si moja princeska pa tako naprej, in taka punca se bo normalno razvijala, imela identiteto, samozavest, sin z očetovo pohvalo bo dobil krila, bo razturil, testosteronsko prodiral in potem je to fundament, na katerim se zgradi mentalno zdravje oziroma normalnost. Oedipokompleks ključen od 3. do 6. leta. Zato mora tam družine vztrajati in imeti tradicionalnost. Ne. V tej zgodbi, mislim, je tudi denar dosti pomembna stvar, pa karijera, mama mora biti prisotna, mama mora biti inventar teh novorojencev ali pa dete do 3. leta mora tisti inventar ob sebi imeti, to je pa mamica. Mamice ne delati kariero, ejakulira v denar v družino moški, mora imeti več denarja in provider biti, zagotavljati denar družini. Če ženska več zasluži, je on simbolno kastriran in tudi odločati noče in otrok to posrka. In potem vse narobe z otrokovo psiho, sinovo na en način, dekličino na drug način. Tako da je to libidinalno trgovanje med spoloma ima svojo logiko, ki jo diktira anatomija genitalij in ženska vnovči sebe kot objekt spolne želje, tako da je lepa, moški mora imeti pa neka dejanja, s katerimi se kurči, biti mora junak, prvak, zmagovalec, v nečem mora biti dober, da ne rečem najboljši. In potem se mu lepotice nastavljajo in te lepa pride in je tam ta glavna. In ženska ujeta v telesni narcizem, to ni stereotip, to tako mora biti, ker je anatomija genitalij taka.
To sem lahko povedal, da simbolna disonanca je pa pomen, da ženska dela neke moške stvari, moške poklice, pa da ima veliko denarja. Moški je pa tam kot dajajoč brez denarja, to ne gre skupaj, to ne paše skupaj, ko ata na mamo. Ampak ko ata bil tam na tleh, mama ga pa neki, ne vem kaj dela z njim. Ne. Mislim, anatomija genitalij zaznamuje simbolne procese in če te niso kompatibilni, se zgodi simbolna disonanca in to ni spolni stereotip, kar govorijo te LGBT-ovci pa feministke. Zdaj, če je to kvantna psihoanaliza, sorry, eden mora to povedati, če sem to jaz, sem pač to jaz. Sorry, če sem bil predolg, pa malo konfuzen. Hvala, Roman, prišla sva do konca današnjega podcasta. Ne pozabite se naročiti na ta kanal in všečkati video. Napišite tudi kakšen komentar ali vprašanje za Romana. Če menite, da si to zaslužil in če ste se tudi danes kaj novega naučili, kar ne dvomim, pa nama lahko donirate poljuben znesek prek PayPala. Vse imate spodaj v opisu tega videa. No, če donirate vsaj 30 evrov, vas v zahvalo čaka tale majica Vodebologija. No, do konca marca, torej še do petka, še 5 dni časa imate, da dobite Romanovo knjigo Prvi spol s podpisom in posvetilom za samo 15 evrov namesto 20 evrov. Tako, to je vse za danes. Hvala, da ste bili z nama in lepo se imejte do prihodnjič. Čau.